Ste že kdaj dobili izvid krvne slike in ni bil najboljši? Pa vam je zdravnik povedal, da bi lahko krvno sliko preko hrane izboljšali v zelo kratkem času. Že v 14 dnevih bi bila bistveno boljša. No, danes bomo govorili o tej moči, o tem potencialu, o tej priliki, ki jo vsi imamo, ampak mogoče se tega ne zavedamo. Vse, kar raste, diha in cveti, ima svojo življenjsko moč. In ena najmočnejših rastlinskih skupin, ki jo imamo dobesedno pred nosom, je zelenjava. Predvsem tista zares zelena. Špinača, pa blitva, ohrovt, pšenična trava, regrat. Ne vem, če se spomnite kemije v srednji šoli, ampak molekula klorofila, tistega, ki daje rastlinam zeleno barvo, je skoraj enaka hemoglobinu, glavnemu nosilcu kisika v naši krvi. Razlika je v samo enem atomu. V središču klorofila je magnezij, v središču hemoglobina pa železo. To pomeni, da ko uživamo rastline, bogate s klorofilom, v telo vnašamo snov, ki neposredno prodira našo kri. Zdaj pa se dajmo vprašati, koliko zelene listnate zelenjave res pojemo? Ali jo jemo vsak dan? Morali bi, in če bi želeli imeti dobro kri, bi jo res morali jesti večkrat na dan. Velikokrat slišimo, moja krvna slika ni najboljša, nizka raven železa, malo rdečih krvničk, pa utrujenost, glavoboli. Vse to so znaki, da kri ne opravlja svojega dela optimalno. A namesto tablet, ki vam bodo uničile zobe in vam bo po njih slabo, in namesto nekih sintetičnih dodatkov, za katere mnogi holistični zdravniki pravijo, da delajo še več težav, lahko krepimo kri z naravnimi rastlinami, živili, stvarmi, ki rastejo v naravi. Poglejte svojega psa. Še on kdaj je travo, sploh če mu kaj ni dobro. No, ena najboljših podpor za človeka je torej zelena zelenjava in tudi psi to vejo, ko jejo travo. Klorofil deluje kot naravni razstrupljevalec, veže nase težke kovine in toksine. S tem razbremeni jetra, izboljša kakovost krvi in spodbuja hitrejšo obnovo celic. Zato je tako pomembno, da dnevno zaužijemo dovolj zelenja. In ko govorimo o zelenju, bi lahko govorili o pomlajevanju, o alkalizaciji, o razstrupljanju, o bolj zdravem srcu, o žilju, o boljšem imunskem sistemu. Ni da ni. Ker ko je kri dobra, potem so vsi organi nahranjeni, potem je telo močno in postavljeno. V eni od preteklih oddaj je Jasmini Marija Ana Kolman, priznana fitoterapevtka, zaupala, kako pravzaprav beremo krvno sliko. Poglejmo. Osnova krvne slike združuje preiskave rdečih krvnih celic, belih krvnih celic in trombocitov. Mogoče na kratko, da bodo ljudje razumeli, zakaj je to osnova. Rdeče krvne celice so najštevilčnejše celice v organizmu, ker imajo vezan hemoglobin, dajo krvi rdečo barvo in zato jih imenujemo rdeče krvne celice. Hemoglobin prenaša kri iz pljuč v tkiva, oziroma v kri in tkiva, in ogljikov dioksid iz tkiv nazaj v pljuča. Ima proteinski in neproteinski del. Neproteinski del ima 4 heme, na katere se veže železo. To pomeni, parametri hemoglobina so tudi pokazatelji, koliko železa imamo, oziroma če ga imamo premalo, se vidi pri hemoglobinu. Potem so trombociti, krvne ploščice. Njihova osnovna naloga je hemostaza in koagulacija. Hemostaza, torej preprečevanje in ustavljanje krvavitev, koagulacija, ustvarjanje krvnih čepkov. Imajo pa trombociti tudi sposobnost obvladovanja vnetnih reakcij, ker zaradi njihove sposobnosti fagocitoze, to je uničevanje patogenih mikroorganizmov. Potem so bele krvne celice ali levkociti, ki imajo nekaj podvrst, od katerih vsaka opravlja zelo pomembno vlogo. To so nevtrofilci sedimentirani, nevtrofilci nesedimentirani, eozinofilci, bazofilci in monociti in limfociti. Prvi 4, to pomeni vsi filci, ki se končujejo na filci, so granulociti. Njihova osnovna naloga je preprečevanje okužb oziroma infekcij, preprečevanje delovanja virusov, bakterij, mikroorganizmov.
Pomembno vlogo imajo tudi pri alergijskih reakcijah in delujejo pravzaprav poenostavljeno povedano tako, da stopijo in posesajo vsiljiv tujek. Kadar krvna slika pokaže preveč granulocitov, to so torej Te filci? Ti filci vsi, je to znak akutne faze infekcij. Ne glede na to, kakšna pravi, nekaj, infekcija, kar zelo dolgo že lahko je traja. virusna, akutna, huda oblika. Ne kronična, ampak akutna. Se pravi Torej, zdajle. virusnih, bakterijskih, lahko infekcij s paraziti, tudi alergijskih reakcij in akutne zastrupitve. Se pravi, v telesu je nekaj in zdajle hočemo sanirati. Ja, ko je akutno, je človek v najslabši koži, ima vročino in leži in tako naprej. Znižane vrednosti granulocitov so pa vedno pokazatelj slabega, oslabljenega delovanja kostnega mozga, ko pride do premajhne tvorbe vsega tega, kar se v kostnem mozgu tvori. Tudi pokazatelj dolgotrajnega stradanja in lahko so pa tudi posledica jemanja določenih zdravil. Ko govorimo o krvi, govorimo o življenju. In klorofil je rastlinski hemoglobin, skoraj enaka struktura, le druga kovina v središču. Dajmo si še enkrat pogledati tole molekulo na ekranu. Enaka, skoraj enaka, kaj ne? No, tole oddajo danes zagotovo predvajamo zato, da vas navdušimo nad vsem zelenim. Tudi neke vrste kalčki, mikrozelenje, pa toliko vrst zelenjave, kot jo imamo. Kadar uživamo zelenje, kot so špinača, blitva, ohrovt, koprive ali pšenična trava, podpiramo delovanje naših krvnih celic. Klorofil čisti, regenerira in spodbuja nastajanje rdečih krvnič. Posledice so neverjetne. Postali boste kot neka zalita rožica. Oživeli boste dobesedno. Če bi ženske vsak dan zaužile skledo svežega ekozelenja, bi bilo manj anemij in utrujenosti, boljši imunski sistem bi imele, manj toksinov in več energije. Našla sem eno študijo, ki govori o tem, koliko bi zares morale zaužiti zelene zelenjave, da bi dosegli nek dober nivo klorofila v krvi. Učinki na kri, energijo in razstrupljanje se pojavijo, ko zaužijemo približno 100 do 300 mg klorofila na dan. Študije in izkušnje nutricionistov kažejo, da se učinki na kri, energijo in razstrupljanje pojavijo, ko zaužijemo torej nekje 100 do 300 mg klorofila. Zdaj pa špinača ima na primer na 100 gramov nekje 24 mg, ohrovt na 100 gramov 40, pa še recimo, če vzamemo blitvo, ima nekje 20 mg. Torej, morali bi pojesti vsaj 100 gramov špinače, 100 gramov ohrovta in 200 gramov blitve, da bi dosegli tisti minimalen nivo klorofila. Roko na srce, pojeste toliko? Jaz ne. Zato obstajajo tudi pomagala, s katerimi lahko zaužijemo toliko klorofila, naprimer ekozelenje, ki ga lahko naredimo kot zeleni smuti ali pa ga stresemo v vodo. To je le ena od možnosti uživanja in to je tisto dopolnilo, če govorimo zdaj holistično, se pravi skozi 3 stebre, dopolnilo, ki nam dejansko lahko olajša, je ekozelenje. Dajmo si pogledati, kaj je o klorofilu povedala Marija Merljak. Ko uživamo mi zelene rastline, ki imajo veliko klorofila, s tem pomagamo boljši sestavi krvi, zaradi tega, ker ima magnezij, in pa dejansko pomaga pri odstranjevanju določenih snovi, ki so nevarne za ožilje, za kri. Poskrbite za svojo kri, dodajte v svoj vsakdan nekaj zelenega, nekaj živega, zelena moč za rdečo kri. Več si lahko pogledate na spletni strani www.klepetobkavi.si ali nas pokličete na že več kot 10 let isto številko 02 6200 230.